Razgledi in razmisleki. Metka Dariš, Živa Jurančič, lepo pozdravljeni. Festival Kinotrip, Mladi za mlade, ki se začenja prav danes, praznuje 10. obletnico. Živa, vi vodite Kinotrip že ves ta čas, pravzaprav pa je ta festival samo plod, vrhunec dogajanja, ki se odvija vsako leto več mesecev, torej od poletja do oktobra v okviru istoimenskega filmskega kluba. Lahko malo poveste, kakšen je koncept Kinotripa in kako se je sploh rodila zamisel zanj? Ja, Kinotrip se je začel 10 let nazaj, oziroma celo majčkeno več. Nastal je pravzaprav iz zaznane potrebe, iz neke razpoke, ki je nastala med našim programom Kinobalon, ki je takrat potekal že 10 let, recimo, od leta 2008, od takrat, ko smo vrata Kinodvora odprli kot vrata mestnega kina, in programom za odrasle. Zaznali smo, člani kluba Kinobalon so z nami rasli in Kinobalon jim je na nek način postal premajhen. Rabili smo nekaj novega, in takratna direktorica Nina Peče-Grilc je dala izziv, da moramo v enem letu priti z idejo o programu za najstnike, za mlade, in tako se je začelo v bistvu razmišljanje. Zelo hitro je prišla ideja, da bi program imel obliko festivala. Festival ima neko svojo moč, si v bistvu na neki misiji, v nekem kratkem času se veliko zgodi, ima nek tudi promocijski naboj. In zelo hitro je prišla tudi ideja, da nič o mladih brez mladih, nič za mlade brez mladih, zato smo se v bistvu odločili, da bo Kinotrip temeljil na principu dela Mladi za mlade, kar pomeni, da mlade vključujemo kot enakovredne sogovornike, v bistvu kot sodelavce, skupaj z nami pripravijo festival od A do Ž, izberejo filmski program, sodelujo pri promocijskih dejavnostih, izvedejo večino dejavnosti na festivalu. Skratka, neka sinergija med profesionalno ekipo kina in mladimi ljubitelji filma. Kinotrip je zelo uspešen tudi na mednarodni ravni, mogoče o tem malo pozneje. Namenjen pa je specifično, kot ste omenili, populaciji srednješolcev, torej člani kluba, ki sodelujejo pri izbiri filmov, pripravljajo spremljevalna besedila in tako naprej, so srednješolci. V Kinodvoru in Slovenski Art Kino mreži pa je več programov namenjenih filmski vzgoji otrok in mladih. Omenili ste že Kinobalon, ki ga izvajate prav tako v Kinodvoru. Metka Dariš, ali obstajajo še kakšni, torej kateri programi so še poleg tega? Kadar moram jaz predstavljati, kaj Kinodvor deluje, vedno rečem, da pokrivamo prebivalstvo od 2. leta starosti do besedno smrti. Nas zgoraj ne zamejimo. Ko smo praznovali 100-letnico, smo imeli 100-letne obiskovalce v kinu. Tako da v bistvu imamo celo vrsto programov za vsako od teh starostnih skupin. Kadar govorimo o filmski vzgoji, seveda vsi pomislimo najprej na mlade in najmlajše. Tako da začnemo s Prvič v kino. To je naš program, s katerim od 2 let naprej malčki s svojimi starši, babicami, z družinskimi člani prvič obiščejo našo čarobno dvorano in upamo, da jih s tem nekako priklenemo nase, da lahko potem postanejo člani Kinobalon kluba, da se udeležujejo Kinobalonovih premier, dogodkov, projekcij. Potem imamo pa seveda še zelo bogat tako imenovani šolski Kinodvorov program, kjer pa gre za to, da vključujemo tudi šolajoče se otroke in predvsem tudi njihove učitelje in učiteljice. Tako da tudi za njih pripravljamo celo vrsto programov, da se oni z nami učijo, kako mlade pritegniti k filmu, kako naj rečem, ne k temu, da bodo ustvarjali film, ampak da bodo ga znali gledati, da ga bodo znali imeti radi, da bodo bili odprti tudi do določenih filmskih oblik, ki so mogoče majčkeno na prvi pogled nedostopne ali kaj podobnega, ne vem, kako naj temu sploh rečem. Predvsem imamo pa zelo dolga leta zdaj že izvajamo program, ki se imenuje MOL generacije. Gre za to, da oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, vedno se mi majčkeno zatakne, MOL-ov oddelek financira program, znotraj katerega lahko vsi
otroci, ki v mestni občini Ljubljana obiskujejo vrtec ali osnovno šolo, 3-krat v tem svojem pohodu skozi te izobraževalne inštitucije obiščejo Kinodvor brezplačno, skupaj z učiteljicami in pač si pogledajo film, imajo nek spremljevalni dogodek, program in tako naprej. Pripravljamo pa tudi šolski katalog, ki je neke vrste, dajmo temu reči, imenik najboljšega možnega, kar ponujamo v tekočem letu za šolske projekcije, in ga razpošljemo, dobijo ga vse šole, vsi, ki jih zanima pač film, zato da lahko recimo so na tekočem, kaj lahko za točno določeno starost ponudijo svojim učencem oziroma obiskovalcem svojih vzgojnih programov. No, omenili ste šolski katalog, v katerem so priporočila filmov za različne starostne skupine. Kakšni pa so odzivi na to? To je že zelo utečen način, na katerega lahko rečem, da se pedagogi in pedagoginje zelo zanašajo na ta šolski katalog, da ga pričakujejo in da tudi zelo sledijo tem priporočilom. Seveda, samo katalog ni zadosta, ne. Pri nas imamo tudi naše sodelavke, so na telefonih dnevno, da jih pač lahko pokličejo in se pozanimajo o konkretnem filmu, svetujejo jim izboru, pač lahko so specifike določenih razredov, določenih, ne vem, šol, lokacij, karkoli že, kjer se lahko pač dobesedno posvetujejo z nami, kaj menimo od tega, kar predlagamo, bi bilo celo bolj primerno in tako naprej. Tako da tukaj ne gre samo za katalog. Katalog je, dajmo temu reči, nekaj, kar dobijo v roke, majčkeno pogledajo kot neke vrste izložba, potem pa v bistvu z pogovorom z našimi zaposlenimi oziroma sodelavkami dobijo dobesedno, kako naj rečem, osebnega svetovalca in potem zberejo ta film in tudi, kaj bi še zraven počela, bi imeli delavnico, bi imeli pogovor, kaj bi še zraven izvedeli. Tako da gre za cel paket, katalog je samo eden od, dajmo reči, stvar, ki jo lahko primeš v roke, ker še vedno ga tiskamo, tako da je originalni izvod je tiskan, je pa tudi seveda na razpolago preko spleta, da lahko se ga pogleda. Omenili ste financiranje, torej za ta program pri Kinodvoru, čeprav razumem, nekako bolj veliko prispeva, kako pa je pri drugih občinah po Sloveniji? Zdaj, kar se tiče, to je pa zelo različno. Večino filmske vzgoje izvajajo člani Art Kino mreže Slovenije. V večini primerov teh članov gre za občinske javne zavode, niso vsi kini, kar pomeni, da znotraj 29 članov Art Kino mreže Slovenije smo samo 3, ki se ukvarjamo izključno z prikazovanjem filmov. To se pravi, da smo čisti kino. Ostali so znotraj knjižnic, kulturnih domov, imajo še gledališče, glasbene vsebine, vse sorte stvari. Tako da v bistvu občine to na različne načine rešujejo. Načeloma financirajo delovanje tega kulturnega zavoda. Potem je pa zelo od občine različno, ali namensko namenijo določena sredstva prav filmski vzgoji. Najbolj pogosto je to rešeno na tak način, da v bistvu kini sami, ker je pač to eden od pogojev članstva Art Kino mreže Slovenije, potem morajo nameniti določena sredstva, ki jih dobijo, lahko tudi od vstopnic lastnih sredstev in jih pač morajo nameniti izvajanju tudi filmske vzgoje. Tako da večina članov Art Kino mreže, ne večina, vsi člani Art Kino mreže Slovenije izvajajo tudi eno od oblik filmske vzgoje, večinoma so to šolske projekcije za lokalne šole, z dogodki, z pedagoginjami, z sodelavkami, ki so bile, kako bi temu rekla, ne bom rekla priučene, ampak kaj bi bil pravi izraz, ki so dale skozi to šolo filmsko vzgojo, bodisi preko nacionalnega programa filmske vzgoje, bodisi da so delali v enih od oblik projektov pri Kinodvoru ali pa pri kakšnih drugih projektih, kakšnih drugih članov Art Kino mreže Slovenije. Živa Jurančič, ob 10. obletnici Kinotripa ste zbrali tudi nekaj zapisov mladih, ki so v zadnjih letih sodelovali pri Kinotripu. Zanimivo je, ali pa niti ne tako presenetljivo,
da si jih je več izbralo študijske in poklicne poti povezane s filmom, bodisi ustvarjanjem filmov, bodisi s kritiškim delom? Ja, verjetno Kinotrip že sam po sebi pritegne tiste mlade, ki jih film že zanima. Zelo veliko članov Kinotripovega filmskega kluba prihaja tudi iz umetniških gimnazij, srednje oblikovne, srednje medijske. Tako da to je že nek bazen, ki teži k nam, ki pride k nam. Mal pa si tudi želim, da morda Kinotrip mogoče še bolj podžge kakšno iskrico v njih, da se ta ljubezen mogoče še bolj okrepi do filma in kina. In ja, res je, imamo kar nekaj filmskih režiserjev oziroma zaključujejo študij ali pa so začeli ta študij, filmsko igralko, montažerja, direktorja fotografije, producentko, filmsko kritičarko. So pa to mladi, ki so nasploh zelo aktivni, tako da eni so tudi, ne vem, eno izmed njih je vodja lektorjev na Radiu Študent, tehnica na Radiu Študent, tako da se gibljajo v teh krogih kulture. Kar pa se vsako leto trudimo, pa je, da bi Kinotrip približali oziroma da bi v klub se vpisali tudi mladi, ki hodijo na poklicne šole oziroma na druge šole. Tudi si želimo biti vključujoči in široki, zato ker sem prepričana, da tudi na teh šolah so filmski zanesenjaki, samo morda že tako vidim, da imajo mladi včasih nek strah ali pa nek dvom. To vendarle je neko turbulentno obdobje v življenju in zelo nam pomagajo profesorji na teh šolah, da nekako spodbudijo mlade, da se prijavijo na klub, da rečejo, joj, poznam te, ti si za to, vpiši se, ne rabiš predznanja, ker ga res ne rabiš pogledati 1000 filmov, ker to ni pomembno, da si član kluba Kinotrip. Pomembno je to, da je ta neka motivacija, da z nami ostanejo od začetka do konca tega procesa. No, med temi zapisi, ki sem jih omenila, pa vas je kakšen mogoče posebej presenetil? Zelo sem bila vesela prispevka Ajše Podgornik, ki je napisala, kaj je Kinotrip prinesel mladinski filmski sceni, kjer je izpostavila to, da je naš festival prinesel to, da je mlade postavil na čelo programiranja, se pravi, da so oni tisti, ki izberejo, se pravi, da ta nek osnovni koncept tudi njim zelo veliko pomeni, da ko vidiš filmsko klasiko na Kinotripu, si lahko prepričan, da se je dobro postarala, kot je napisala ona. Morda svojemu stricu ne verjameš ali očetu, ampak ostalim svojim vrstnikom pa lahko verjameš, da filmska klasika je dobro postarana in te bo nagovorila. To se mi zdi zelo pomembno. Izpostavlja je tudi to, da se ji zdi zelo fino, da na Kinotripu niso samo mladi, da mladi so tisti, ki izbirajo program in so gonilo dogajanja na festivalu, ampak da v dvorani sedijo vse generacije, ker je pomemben ta dialog, da v bistvu tudi starejši pridejo in vidijo zgodbe, ki so jih izbrali mladi in ki so pomembni za njih, zato ker potem tudi starejše generacije lažje razumejo mlajše generacije. Ne? In tukaj potem pridemo do tega, kar pa je Tibor Remškar napisal, ko je pa pisal, njegov članek govori o tem, zakaj mladi danes še hodijo v kino in omenja prav to skupnost, ta dialog, kjer se v bistvu povežeš z drugimi, da tudi, če nobenega ne poznaš v kinodvorani, ko gledaš film, je ta izkušnja povsem drugačna, ko slišiš druge smrkati, ko slišiš druge zavzdihniti, se smejati in tako, in da morda se tudi na izhodu v dvorani zgodi kakšen pogovor med ljudmi, ki se morda še ne poznajo, pa bojo ustvarili neko skupnost kasneje. Ja, seveda danes ni več tako samoumevno gledati filmov v kinih, ampak ja, filmska izkušnja v kinu je le nekaj posebnega. Tudi zato, najbrž predvsem zato, ker ta film gledamo še z drugimi in najbrž je eden od ciljev vseh teh izobraževalnih programov, ki jih izvajate konkretno pri Kinodvoru, tudi to, da ustvarite občinstvo, ki bo
cenilo to kino izkušnjo. Seveda, tako kot je Metka rekla, da jih priklenemo nase, da jih začaramo. Enkrat si omenila, da je to kot virus, ki se potem lahko širi. Skozi generacije, od majhnih nog do starejših let in seveda pač tudi znotraj neke generacije. Pri Kinotripu se mi zdi fajn, mislim, da po 10 letih lahko rečemo, da so ga mladi posvojili. Mene najbolj veseli to, da so oni tisti, ki širijo besedo, ker to znajo najboljš. Oni vejo, zakaj iti na Kinotrip. In da se Kinotrip prenaša tudi med generacijami, zato ker znotraj 4 let grejo vse 4 generacije znotraj srednje šole in tukaj je nenehno delo in to, da oni v bistvu si predajajo štafeto, ki jo imamo res fizično v Kinodvoru, pač neka štafeta Kinotripova in da si to predajajo iz leta v leto. Živa Jurančič, morda še to pred snemanjem oddaje ste mi povedali, da ste poskusili tudi bolj široko zastaviti starostni okvir članov, konkretno pri Kinotripu, in da to ni bilo preveč uspešno, tako da zdaj sprejemate člane stare med 15 in 18 let. Važno je, da so srednješolci, zato ker je to obdobje nekaj posebnega. Ko vstopiš na faks, gledaš na svoje srednješolska leta kot na nekaj, kar je ravno kar minilo in te zanima nekaj drugega. In potem se ne zgodi ta povezava med skupino, znotraj skupine. Tako da dinamika je najboljša, če so znotraj istega obdobja, ker imajo neke podobne, ne nujno interese v smislu filmskih žanrov ali pa da jih zanimajo iste stvari, ampak so v nekem istem življenjskem obdobju z nekimi enakimi potrebami, enakimi vprašanji, vstopajo v družbo, v svet, jih te stvari dražijo, zanimajo. Na faksu so potem spet neke druge stvari pomembne. Tako da srednje šolce imamo, Metka Dariš, kot direktorica Kinodvora spremljate tudi dogajanje na evropski ravni, ko gre za filmsko vzgojo, vzgajanje filmskega občinstva. Kakšni so ta hip trendi glede tega in kje vidite možnosti izboljšav razvoja v Sloveniji? No pa mogoče za začetek lahko omenite še to, da je prav Kinotrip taka velika zgodba o uspehu tudi na mednarodni ravni. Ja, Kinotrip je v bistvu povzroča en tak val posnemovanja oziroma podobnih poskusov. Kinodvor na splošno med evropskimi kolegi velja za en tak, kako naj rečem, vzor, celo vrsto vsebin, ki jih pripravljamo, skušajo na svoj način pač uporabiti, se zgledujejo po nas, tako da Živa bi lahko imela turneje po Evropi, po vseh kinih, da bi jim povedala skrivnost, kako mlade motivirati, ampak jo pač rabimo v Kinodvoru, tako da ne more toliko ozaveščati še druge kine po Evropi. Ampak dejstvo je, da seveda tudi kini po Evropi in drugje, ampak dajmo se osredotočiti na Evropo, so opazili, da pač v določeni starosti izgubijo svoje obiskovalce. Torej obdobje, ko otroci, mladostniki v kino prihajajo starši ali pa s svojimi družinskimi člani, se zaključi z obdobjem, ko grejo pač v srednjo šolo in začnejo postajati odrasli v svojih očeh in takrat v bistvu spremenijo navade in za eno obdobje jih lahko kino popolnoma zgubi. Tako da točno ta starost je do nekje do 25. leta, torej od 15. do 25. leta je konstantna težava večino kin po Evropi, tako da vsi oblikujejo vsak pač v skladu z neko svojo programsko politiko, ali pa tudi recimo v Evropi imajo še druge težave, recimo kje se nahaja kino, če so na periferijah in tako naprej, imajo težavo ne samo to, kako mladostnike dobiti v kino, ampak kako dobiti mladostnike, ki sploh ne morejo v kino, ker pač dobesedno si tega ne morejo privoščiti ali si starši ne morejo privoščiti. Skratka, in potem v skladu s tem, kako sploh nagovoriti mlade, kar je pa neka taka, dajmo reči, univerzalna formula, ki jo je Kinodvor nekako, da bom rekla, poštudiral, ampak jo je poskusil in deluje. Skratka, da deluje to, da delaš z njimi. To se pravi, če jih ti vključiš, to se pravi, da so oni tisti, ki so nosilci nekih vsebin, da oni prepoznajo, da je to njihovo, in dobesedno tudi fizično zavzamejo prostor, takrat, kadar se določene stvari pripravljajo, da potem
programi delujejo. Ni nujno, da je to tako festival kot Kinotrip ali karkoli že, ampak ključna beseda je, da je tak, ki je v bistvu naš podnaslov našega festivala, Mladi za mlade. Tako da to je nekaj, kar, tako kot jaz rečem vsakemu, mi praktično vsako leto začnemo na novo, ker vsako leto zraste nova generacija ljudi, ki jih mi lahko začnemo nagovarjati. Kar pomeni, da glede filmske vzgoje težko govorimo o trendih, ker ne obstaja taka stvar, kot ni trenda filmske vzgoje, je kontinuirano delo, strukturirano, konstantno delo. To ni tako, da bomo rekli, še 5 let imamo, pa smo pa tam. Ni. Delo ni nikoli končano, ampak tudi ni nikoli enako, zato ker so generacije različne in ko že misliš, da pogruntaš, se stvari spremenijo in greš od začetka. Je pa nekaj zanimivo. Mene zdaj, kaj je 10-letnica, me veliko ljudi sprašuje, kaj se je v 10 letih spremenilo, pa me vedno tako v zadrego spravijo. Ne? Ravno ko si omenila, da je težko neke trende. Ne? Jaz opažam stvari, ki so enake. To, da jim pomeni to, da jim daš glas, da dobijo neko platformo, na kateri lahko ustvarjajo to, da se radi pogovarjajo o filmu, kako zelo jim pomeni skupnost, kako zelo še vedno je kino živ med mladimi generacijami, če delaš na tak način, kjer se dobro počutijo in ta neka domačnost. To mi je zanimivo, da v bistvu po 10 letih bolj lahko govorimo o stvarih, ki ostajajo enake in jih absolutno ne bomo spreminjali, ker so tudi nam zelo pomembne. Kje pa vidite morda vseeno nek potencial za razvoj? Kinotripa v tem, to bi si zelo želela, ko bo enkrat Miniplex, ko dobimo več dvoran, več prostora, bi si želela Kinotrip, da se Kinotrip razširi še s to filmsko ustvarjalnostjo mladih, da po vzoru nekih velikih filmskih festivalov tudi Kinotrip dobi tiste svoje industry days, kot jim rečemo, kjer se lahko predstavijo mladi filmski ustvarjalci, kjer se lahko predstavijo morda strokovne šole, univerzitete, zato da bo mladim lažji vstop tudi v to filmsko produkcijo, recimo v ta svet profesionalnega udejstvovanja, ne samo kot profesionalni filmski gledalci, ampak tudi morda kot ustvarjalci, ker jih to zanima. In je veliko lažje morda vstopiti v ta svet, če ti nekdo, ki ti je bližje po letih, pove, kako mu je bilo, kateri so bili izzivi, kakšni so nasveti, in to bi si želela, da bi lahko še ta del vključili v bistvu, ta nek ustvarjalni del. Morda celo širše na področju kulture, ne? To bi se mi zdelo fajn, super. Ja, ker vi izvajate v resnici že nekaj teh delavnic, tudi to vrstnih, ampak seveda tudi to je nekako, so potem neke starostne skupine, ki to lahko delajo, pa najbrž tudi, ali je v bistvu kino pravi prostor za Jaz mislim, da zato ker jih zanima. Jaz tudi Kinotrip vidim na način, da v bistvu mladim srednješolcem odpre nekak vrata na to filmsko sceno, zato ker veliko od njih prvič sliši za festivale, kot so Fake, Animateka, Liv morda že poznajo, ne? Ampak so neke stvari, neke sladokusne stvari, ki jih v bistvu spoznajo, ko se vključijo v eno izmed teh dejavnosti, dogodkov. In veliko Kinotripov vem, da so potem prostovoljci na Feku in se ti odprejo neka vrata, začneš se mrežiti, začneš spoznavati ljudi in postaješ bolj pogumen zaradi tega. Tako da tukaj se mi zdi, sej ne nujno, da bojo potem vsi filmski režiserji pa igralci in tako, ampak da v bistvu te opogumi v obdobju, ko se začneš spraševati, kaj boš, ko boš velik in odrasel, s čim si boš služil kruh, če rečem, zdaj to tako dramatično, no? Ampak to so ta leta in je fajn, da obstaja tudi neka platforma, kjer se lahko različni akterji srečajo, si izmenjajo informacije in v končni fazi rečeš, ne, v bistvu me pa to ne zanima, bom še kar naprej profesionalna gledalka, ne, tako v tem smislu, no. Mogoče še kakšna zaključna misel pred koncem oddaje? Ja, zaključna misel je to, da pač vsi vabljeni v kino, to vsakič rečem, vabljeni na festival, zato da vidite, kaj je sveža generacija pripravila in kako gledajo filme, ker včasih, tako kot je Živa že rekla,
ko gledaš to, kar so oni izbrali, razmišljaš, zakaj so to izbrali, in pač mi dobimo uvid v to, kako razmišljajo, kje oni so, in jih mogoče majčken razumemo, vsaj majčken. Živa Jurančič, Metka Dariš. Hvala za pogovor in srečno naprej. Hvala za vam. povabilo. Razgledi in razmisleki.